Dobro jutro sem skupaj, midva se oglašava nazaj na najnih ponedeljkovih livih. Moje ime je Alja Podgornik, po izobrazbi sem nevroznanstvenica, pa učiteljica naravnega zdravljenja, če nekaj časa tudi. Z mano je pa tukaj doktorica Neja Zupan, strokovnjakinja za naravno zdravljenje. Dobro jutro, Neja. Dobro jutro vsem našim poslušalcem, tudi gledalcem. Evo, midva se vračava nazaj z najnimi live, kjer odgovarjava na vaše vprašanje. V bistvu karkoli se tiče naravnega zdravljenja. Prejšnji teden sem imela en zelo fajn prispevek o tem, kaj v bistvu, kolikšen del našega zdravja prispeva prehrana in so šle čez ogromno drugih stvari še. Danes se pa spet v bistvu bo ukvarjala z enim predvsem bolj specifičnim vprašanjem. Najprej vas pa želim spomniti, da če imate vprašanje, jih zapišite v komentar in bo prišla do njih in bova na njih sigurno odgovorila in dala najne perspektive iz različnih znanosti, od ajurvede, tradicionalne kitajske medicine, pa tudi osebnih izkušenj. Tako da, danes je na najinem seznamu vprašanje, kaj se da narediti glede bolečin v sklepih. In to je nekaj, kar večino ljudi prizadene na neki točki v življenju. In je zelo pomembna stvar, da razumemo, kaj se tam v bistvu dogaja, ne pa da dobimo neke kortikosteroidne injekcije, neka antiinflamatorna sredstva, ki pa v bistvu ne rešijo vzroka težave. Tako da, Neja, jaz bi tebe povabila, če nam lahko daš vpogled v to, kako ti gledaš, ko nekdo pride do tebe z vnetji v sklepih, kaj v bistvu je procedura. Hvala, Alja, za to krasen uvod, ker zelo velikokrat se točno to dogaja. Ljudje imajo težave v sklepih, potem pa dobivajo antiinflamatorne injekcije, kortikosteroide, ki pa seveda ne rešujejo vzroka. Velikokrat sem že ponovila, kdor ima vrt ali pa lončnice doma, ali pa ste že pri sosedovih videli, plevel vedno raste in plevel je lahko nekaj takega, kar nas tudi v telesu, kar ni v redu. In plevel lahko odstranimo ne tako, da ga odrežemo, ker plevel bo še vedno rasel. Tudi ga ne moramo odstraniti tako, da ga polijemo z raznimi kemikalijami, ker to pomeni, da bo ostal točno tisti plevel, ki je najbolj trdovraten, bo še vedno korenina ostala. Plevel lahko odstranimo samo, če ga obdamo s korenino ven. In z operacijo ne rešimo. Zato, ker korenina še vedno ostane. Se pravi, to je tako, kot če bi plevel odrezali. Z kemikalijami ne rešimo, zato ker stvari, ki so noter v telesu, še vedno ostanejo oziroma preživijo tiste, ki so najbolj trdovratne, poleg tega, da kemikalije pomorijo še naše zdrave celice oziroma v celotnem sistemu povzročijo spremembe delovanja. Recimo kortikosteroidi zelo vplivajo na delovanje nadledvične žleze, nadledvična žleza vpliva na delovanje timusa, pa ščitnice. Danes ima ogromno ljudi težave s ščitnico. Potem sem pa gledala, ne vem, kakšen teden nazaj, oglašujejo zdravljenje ščitnice. Ja, to je spet gašenje enega požara. Mi moramo vzrok najti. Recimo, jaz sem imela v svoji ordinaciji damo, sva prišle čisto do vzroka. Kaj je tisto, kar povzroča dejansko slabo delovanje ščitnice? In ona nima nobenega tableta več, nič več. In tako velikokrat slišim, ko ljudje rečejo, ja, jaz sem pa ščitničar. Rečem, a je to nov poklic? Že pri tem se začne, kako mi poimenujemo stvari. Jaz nisem ščitničar, jaz nisem, ne vem, srčni bolnik, to so vse poklici. To so samo bolezni, tako kot vnetje v sklepih, to so bolezni, ki imajo svoj vzrok. Zdaj pa, če pogledamo anatomsko, v sklepih mora biti tekočina. Če tekočine ni, se vse vname. Ali pa je tudi kalcinacija sklepov.
To je absolutno pomanjkanje tekočine, pa smo spet pri tej limfi. Vsakodnevno je treba zagotoviti, da limfa teče. Jaz bom zdaj ta teden, oziroma danes zvečer začnem, 5.9. začnem seminar HRT, hitra revolucionarna tehnologija, kjer bom učila, kako na različne načine stimulirati limfo. In bodo ven prišli strokovnjaki, ki bodo to znali in se boste lahko tudi na njih obrnili. Imam pa na Bisernici tudi program, kjer se stimulira limfa. Glejte, če limfa ne teče, ste slišali pregovor, tudi voda se osmradi. Stoječa voda se osmradi. Se pravi, karkoli stoji, se noter zaredijo patogeni mikroorganizmi. In ti patogeni mikroorganizmi potem povzročajo razna vnetja. In je treba pogledati, kaj je noter v sklepih. No, naslednja stvar pa so pa čustva. Zelo velikokrat naletim, pridejo k meni, ko imajo vnetje sklepov, da imajo ogromno strahov. In ti strahovi, zamislite si, ko se ustrašite, dajte se spomniti, kako je, ko se ustrašite, tako naredite. Ja, vse se zakrč. In ko se vse zakrč, tudi v sklepih noter ni več tekočine, ne teče, vse je stisnen. Cev, ki je stisnjena, ne teče. Se pravi, je treba tudi čustveno plat pogledati. Tretja stvar pa je pogledati, kateri sklepi so problematični. Zato, ker vsak sklep, no ne čisto vsak sklep, ampak določeni sklepi so povezani z določenimi notranjimi organi. Da dam primer, kolena. Zelo velikokrat pridejo k meni z vnetji kolen. Kolena so povezana z pomanjkanjem povezave s svojim izvorom. In človek ne zna selektirati, kaj je dobro za njega in kaj ni dobro. Recimo, sem imela eno damo v svoji ordinaciji, ki je imela težave s koleni. Seveda, zdravniki so noter špricali, ne vem kaj, sem rekla, ne, gremo delati, hvala Bogu se je odločila, da bo pripravljena delati. Ona je imela taka kolena, ni mogla sploh niti doma, se je komaj pomikala po stanovanju. V dobrem letu sva midve sanirale vse, tako da ona normalno pleše, hodi v hribe, upravlja vse, otroke pazi, vse normalno dela. Ampak vmes v procesu zdravljenja sem jaz videla, jaz sem naročila, katera hrana je primerna za jesti, pa katera ni za jesti. Oziroma, katero se je treba izogibati. No, in potem recimo enkrat pride do mene in reče, veš, sva šla s prijateljico ven, pa sva pa v gostilni sva naročile nekaj, kar je bilo neprimerno, da ne bom zdaj prejudicirala, kaj je naročila, ampak ta hrana ni bila na njenem spisku. No, in ko je prišla k meni, je rekla, jaz spet ne morem hoditi. In potem midve raziskujeva, kaj je bilo. Paziti je treba, kaj damo v usta. In človek, ki ima težave s koleni, največkrat ne zna te selekcije narediti. Kaj je v redu za njega, pa kaj ni v redu za njega. In se je potrebno tega naučiti. In jaz v moji ordinaciji nimam hitrih rešitev. Hitre rešitve prihajajo iz okolja, ki vas uči, da, ne vem, sem lačen sredi noči, pa imam za jesti. Zdajle rabim, ne vem, nekoga poklicati, takoj rabim kontakt, pokličem takoj. Skratka, uči vas sodobna kultura, vas uči, da je vse hiter.
pri naravnem sistemu je pa treba imeti zelo v mislih, da v telesu obstaja približno 300.000 milijard celic, naših lastnih celic, 900.000 milijard mikroorganizmov, ki nam pomagajo, da živimo, pa seveda tudi patogenih mikroorganizmov nekaj vmes. Ampak skupaj 1.200.000 milijard različnih organizmov in vse te je treba spremeniti, da jo začeli drugače delati. In to jaz delam. In veste, da eno leto, zato da so te res, da te korenino pozdravili, da te korenino ven potegnili, je zelo hitro. Zelo hitro. Tako da majčkeno začnete to percepcijo razvijati. Tudi recimo ljudje, ki imajo težave s kolenom, so zelo nagle jeze, zato ker ne znajo počakati, ne zmorejo dopustiti, da se stvari usedejo, da razmislijo in da nekaj potem ne odreagirajo, ampak se odzovejo. Glejte, te dve besede, reagirati je takoj nekaj. A ne? Druga je pa odzvati se pravi, smo mi že kontemplirali, kaj se dogaja in potem se odzvali na situacijo v miru, v notranjem miru. Oziroma imajo težavo s koleni ljudje, ki požirajo vse stvari, ki nič ne povejo, nekaj, recimo, nekdo nekaj vam naredi, vi pa sam, ok, vse je v redu, 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 vse je v redu. Se pravi, je treba pogledati, jaz zmeraj učim, tako na fizičnem nivoju, kaj se dogaja, na čustvenem, umskem nivoju, katere energije ne tečejo, in potem tudi na duhovnem nivoju, se pravi, ali smo mi povezani z svojim duhovnim izvorom ali ne. Jaz upam, da sem tako na kratko uspela vam majčkeno predstaviti ta koncept petih nivojev, ki jih jaz vedno, karkoli delam, upoštevam. In to je celostno zdravljenje. Zdaj pa še tebe vabim, Alja, da dodaš tvoje razmišljanje. To je bilo super. Treba je pogledati na večjih nivojih, kar se dogaja. Na fizičnem nivoju je treba pogledati to, kar je Neja rekla, zakaj v bistvu stvari, zakaj ni tekočine noter, zakaj se stvari, kakor dejansko frikcija nastane noter v sklepih. V ajurvedi to je povezan z vato, došo, kakor se temu reče, ki je doša etra in vetra, kar se tiče elementov zraka in etra. In je treba se vprašati, zakaj so stvari sušene in zakaj toksini pridejo do tja. In tukaj so lahko problemi v pomanjkanju esencialnih hranil, se pravi, da ni dovolj esencialnih maščob, da ni dovolj preprosto, da telo nima sredstev za to, da lahko pozdravi stvari, ki se dogajajo, da lahko normalno pelje procese. To je ena stvar. Druga stvar so lahko toksini, ki ponavadi spet se začnejo v črevesju, o tem sva govorila že zelo velikokrat. In potem čez nekaj časa, ko se stvari tam naprej, ko se jih ne porihta, ko se naprej tam pacajo, pridejo te stvari v obtok, sploh ljudje, če imajo že kakšne genetske bolj predispozicije, prvi problemi s sklepi, je to prva stvar, kamor bojo stvari recimo šle. Tako da na fizičnem nivoju je treba pogledati to, potem pa seveda tudi čustvene zadeve vedno. In jaz bi rekla, jaz se mi zdi najbolj pomembna stvar danes, kar je Neja rekla, je to, da je treba res gledati, da a veste, ajurveda uči to, ne? Z vsako leto, ko je imel človek težave z nekim določenim problemom, traja najmanj 1 mesec, da se to razreši. Ne? Kar je še zmeraj, če pomislite, wow, ne? To je kar hiter, to res nam pokaže, kako se je naše telo sposobno hitro pozdraviti, ampak to tudi pomeni, če imate vi z neko stvarjo do določeni meri težave že 25 let, ne, bo treba 2 leti, da se te stvari res pozdravi.
In to je, če se prevzame že nekako, da se ve, kje težava zares je počasi v procesu tudi tako, da se ugotovi, ko se gre naprej, da v bistvu težava, ki je bila na začetku, izhaja iz nekje zelo drugje. Ne. Zato je zelo fajn, recimo, kako Korneja dela, Korneja ima dejansko naprave, kjer se da pogledati v telo in zmerati stvari, kar ni vedno, če greste k nekomu. Ne. Včasih je malo več ugibanja tudi pri tem zraven. Tako da, dajte res začeti razmišljati, da način hitrega reševanja težav, kar vedno pomeni površinsko reševanje težav. To se je treba res zapomniti. Hitro reševanje je ponovadi površinsko reševanje, vedno pa je površinsko reševanje v zdravstvu. Mi smo sistem zastavili na način, da nas to uči. To je bilo zelo jasno čez zadnji 2 leti, ne, pri teh novodobnih virusih, ko se je sicer točno vedelo, da ljudje, ki so rizična skupina, zato da se jim kaj zgodi, so ljudje, ki imajo že težave odprej, največkrat težave, ki izhajajo iz napačnega načina življenja, prehranjevanja in vse ostalo, kar pride zraven. Ampak zahodna medicina, tudi strokovnjaki so sami izrazili, da je veliko lažje nekomu dati nekaj, da se da noter v telo, kakor pa je spremeniti, kako ta človek živi. Zdaj pa razmislite, kakšne posledice ima to, če na tak način mi gledamo na življenje. Tako da, če vas zanima, da se te stvari res rešite, najte nekoga, da vam pri tem pomaga, pejte k njej, da vam poskanira, kaj se dogaja v telesu, nekoga tudi, ki vas bo spremljal na tem zdravljenju, zaradi tega, ker tle treba razumeti to. Ja, tudi če vam ne, recimo naredi sken na začetku, da se vidijo, kje so težave na fizičnem nivoju, super, ampak čisto drugo je pa to, če imate vi nekoga zraven, da z njim delate tretmaje, se pogovarjate, da začnete prehajati tudi na čustvenem in mentalnem nivoju do tega, kaj se v ozadju dogaja. To vam pa noben doktor v ordinaciji ne bo pomagal, ker se nihče časa ne bo niti vzel, da bo z vami do tja šel. Tako da za celostno zdravljenje je treba vzeti v zakup celo to, kaj pomeni biti človek, kjer pa je fizični nivo samo en del tega. Tako da jaz upam, da sem vam danes dala malo pogleda to, kaj vse se dogaja pri tem, ko ima nekdo težave s sklepi, pa tudi spet generalno, kako človek v bistvu pristopi do tega, da se reši, da se skorenini neko težavo, ki se ponavlja. Jaz bi mogoče zdajle še nekaj dodala, ker smo spomnili na toksini. Ja? Toksine, tudi zelo velikrat toksine v bolečih sklepih najdem. Zelo velikrat. Zelo velikrat najdem razne viruse. Zdaj, mogoče se bo kakšen spotaknil, to virusi ne obstajajo. Glejte, lahko vzamete, da je virus samo en ime za neko snov, ki povzroča nepravilno delovanje, ker ima frekvenco. Recimo v ajurvedi to imenujejo ama, v pragozdovih Amazonije to imenujejo panema. Glejte, različne imena so za snovi, ki ne delajo dobro telesu. In lahko rečemo, virus je snov, ki ne dela dobro telesu. In jaz zelo velikrat najdem shranjene noter v sklepih. Recimo, revmatoidni artritis. So sklepi vneti. Veste, kaj ugotavljam? Pa bom dala en primer. Ena gospa se je zdravila že kar 20 let pri enemu strokovnjaku za homeopatijo. In ker je zdravnik, je spet gledal z tega zdravniškega vidika. Midve sva šle pa globi. Jaz sem se zgrozila, kaj sem našla. Ona je imela posledice novodobnega pristopa k zagotavljanju zdravja in to injekcijo je dobila že ob rojstvu. Včasih so dajali te injekcije že, ne vem, je bilo 2., 3. dan ob rojstvu. No, in posledica je bila takrat, in jaz sem odkrila v sklepih noter ogromno virusov. Tako da virusov in težkih kovin, ker telo vedno shrani
tisto, kar je najtežje predelati, shrani v najbolj oddaljene kotičke in obda z določeno snovjo, zato da ohranja pri življenju najbolj vitalne funkcije. Sklepi, vi lahko brez rok, brez nog, brez vsega to lahko živite. In zato v sklepe shrani to, ampak seveda boli pa, zato ker pa noter pa je. Tako da bodite previden pri jemanju farmacevtskih produktov, kakršnih koli. Tudi zadnji 2 leti je bilo kar precej poškodb. Sva se z Aljo ravno preden sva začela live, sva se menile, da bova enkrat dale v bližnji prihodnosti, tako da nas spremljajte na najine live, da bova dale primerjavo osebe, ki pred prejemom injekcije in po prejemu injekcije. Boste videli, kaj je v teh zadnjih 2 letih, kakšna je razlika, kako je to vplivalo na stanje telesa. In jaz vam zdaj povem, ne dobro, ampak jaz imam naprave, tako kot je Alja rekla, pokaže prej, pa pokaže pol pa mi samo primerjamo, kaj je bilo prej, pa kaj je bilo pol, kaj je potem po prejemu teh sredstev. Tako da bodite previden, odstranjujte težave pri koreninah in ne jih samo odrezati ali pa polivati s kemikalijami. Tako da, tako kot je že Alja rekla, spodaj pa napišite komentar, kaj želite še, da midve obravnavava. Ker v naslednjih vedno odgovoriva na eno vprašanje in v naslednjem času bo sigurno tudi vaše vprašanje prišel na vrsto. Tako da spremljajte naju in jaz vam želim krasen začetek novega delovnega tedna, ampak tudi krasen teden še naprej. Lepo se imejte vsi skupaj in midve sva nazaj naslednji teden in nam odgovarjamo na novo vprašanje. Adijo! Čau!